Viva podcast za višjo kakovost življenja. Sodobni način življenja pušča posledice tudi na naših hrbtih in tako vse več ljudi trpi zaradi težav s križem, vratom in hrbtenico. Po podatkih NIJZ so med najpogostejšimi vzroki bolniške odsotnosti v Sloveniji prav bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. S temi se vsakodnevno srečuje tudi Ali Nasip, diplomirani fizioterapevt iz fizioterapije in ortopedije Ternas, ki v tokratni epizodi Vivinega podcasta pojasni, kaj se ob takšnih težavah v resnici dogaja in zakaj pravočasna, strokovno vodena rehabilitacija lahko pogosto prepreči tudi operacijo. Da se lahko življenje hitro skrči na vprašanje, kako premagati bolečino, pa je izkusil naš drugi sogovornik Borut Takin, ki ga je okoli 40. leta presenetila diagnoza hernija diska. Ta bolečina v hrbtu, v križu, se je začela, približno 5-6 let nazaj. In sicer najprej bila občasna, potem je pa kar postajala vedno bolj stalna. In jaz sem človek, ki načeloma precej ignorira razne bolečine oziroma odlaša z kakršnimkoli ukrepanjem. In najprej nisem posvečal verjetno dovolj pozornosti tej zadevi. Moje delo je sedeče, tako da sem veliko za računalnikom, tudi ne ravno na idealnih stolih. Se ne nekaj pretirano ukvarjam s športom, kako kolesarjenje, pa veliko sprehajanja s psom sem imel v glavnem, in te bolečine so se potem tako stopnjevale, da sem enostavno že mi udarjal na psiho, sem začel protibolečinske tablete jemati, in največji problem je predstavljalo, da so bolečine v bistvu bile hujše, več ko sem recimo se gibal in hodil ali pa stal, hujše so bile bolečine. Se pravi, me je omejevalo pri gibanju, Nisem recimo mogel rešiti s tem, da bi se bolj gibal, in da bi bilo boljše, ampak je bilo obratno. Tako da v določeni fazi sem za kakršnokoli stvar, ko sem imel ali kakršnokoli potovanje, ali kaj, sem konstantno imel protibolečinske tablete. Bolečino sem občutil, ko sem bil napet, se mi je zdelo, da se je ta bolečina, da je postajala bolj intenzivna, In ker je potem to postala taka stalnica, je enostavno me to začelo obremenjevati, psihično tudi. Ker enostavno nisem mogel več normalno delovati, nisem mogel biti aktiven, kot bi želel, in pač enostavno pol nekje je prišel do neke meje, ker sem moral ukrepati. Na bolniško nisem šel, sem v glavnem reševal s protibolečinskimi tabletami. Je pa nekako se pri meni to tudi skupaj s stresom, je bilo to še močnejše. Tako da je vse skupaj ratalo precej, je nekako že na živce to udarilo, tako da pol neko bolniško sem imel, ker je to se pol seštelo vse skupaj v določenem trenutku. In takrat sem pol videl, da to ne bo šlo več, in sem začel iskati pomoč, normalno prek svojega zdravnika, ki me je pač pol poslal k specialistom, ampak sem videl, da bi trajalo predolgo, in tudi fizioterapije so mi tudi znanci rekli, ponavadi tako prek zavarovanja ni neke hude učinkovitosti, in sem se pol odločil za dejansko pri zasebnemu ponudniku poiskati pomoč. Viva podcast. Ja, tako, njegova zgodba je drugače malo atipična, zato ker on, da ni šel na bolniško, ni glih v navadi. Ljudje s tako hudo težavo, ko je imel on, so ponavadi v bolniškem staležu. Je pa on tak vztrajen tip, rad dela to, kar dela, in je kljub stresu in težavam vztrajal biti aktiven. In je tudi to pripomoglo k boljšem končnem rezultatu, če lahko samo dodam tako, tudi njemu, tudi tebi, Borut, drugače so težave s hrbtenico zelo pogoste, zdaj povezane samo hernijo direktno, pa mogoče malo manj. Torej, rečemo tako, da 50% vseh težav, ko pridejo k nam, imajo tudi težavo s hernijo, ki je bila vidna na magnetu, na neki diagnostični preiskavi.
Je pa lahko tudi rečeno takole, 20-30% popolnoma zdravih ljudi ima hernijo, ki bi jo našli na magnetu, pa sploh ni v bistvu klinično pomembna oziroma nimajo nobenih težav. V kolikor pa imajo ljudje tudi bolečino vzdolž noge, kar tudi je Borut imel, takrat je pa 80% sigurno, da je hernija tudi tista, ki povzroča to bolečino, če ni razlog še kakšen drugačen. Zdaj, sami vzroki so lahko enostavno neke degenerativne spremembe, kot so staranje diska, zmanjšana hidracija diska, disk torej čez dan zgublja neko vsebnost vode in jo čez noč pridobiva s počitkom. Slabša elastičnost nekih vlaken, ki omejujejo disk, ki ga gradijo. Se pravi, ponavljajoče mehanske obremenitve, kakšna težja bremena, rotacije s težjimi bremeni, prisilne drže, dolgotrajno sedenje, lahko so nenadne poškodbe, kakšni padci, prometne nesreče, hitri dvigi težkih bremen ali pa športne poškodbe. Lahko gre enostavno za slabo mišično stabilizacijo, kjer so mišice, ki skrbijo za kontrolo trupa, v pomanjkanju aktivnosti. Sigurno je prisotna tudi genetika in pa, če tako rečem, recimo debelost, kajenje, telesna neaktivnost in kronični stres so taki 4 dejavniki, ki sigurno nič dobrega ne naredijo za to, da bi imeli manj težav s hrbtenico oziroma lahko pripomorejo k temu, da imamo, rečemo zdaj tako, hernijo v naveznicah. Kaj to sploh hernija je? To je nek zdrs diska oziroma premik nekega diska v hrbtenici. Mi to opredeljujemo pod drugimi izrazi, bom pa poskušal malo poenostaviti poslušalcem. Torej, disk je blažilec med dvema kostema, vretencema in skupaj z dvema vretencema deluje kot en segment. V tem segmentu je disk blažilec in je sestavljen iz take mehke sredice, ko bi rekel nek puding, in pa čvrstega oboda, ki je neka vez. In ta čvrsta vez je močna. Ima obliko enega tega fižolovega zrna, malo večjega, da si predstavljate, ali pa če bi jabolko vzdolžno prerezal. Poškoduje pa se lahko na različnih mestih, na robovih, na enem predelu, in ko se poškoduje, je ta zunanji obroč, ta guma, lahko malo spusti neko to svojo elastičnost in se lahko izboči. Takrat mi ne govorimo kar o herniji, ampak to opredelimo v par različnih stanjih. Eno je bulging diska, to pomeni, da disk malo pritiska ven iz svojega mesta, kjer bi naj se nahajal, ampak je še vedno cel. Je v celoti. Ko pa se nadaljuje, pa lahko govorimo o protruziji diska, to je tudi Borutovo stanje. To pomeni, da se je ta zunanji obroč, ki je sestavljen iz večjih plasti, toliko zrahljal, da ni več recimo v neki okrogli obliki, ampak da je dobil na enem mestu malo ovalne oblike oziroma se je začel malo udajati. In lahko tako odriva v druge dele v hrbtenici. Zdaj, če je to hrbtenjača, vezi, živci, se pa tudi to različno prikaže. In govorimo tudi v tem primeru že o radikularnih vzrokih. Pojavijo se lahko tudi mravljinčenje, bolečina in motnje senzibilitete, kar smo tudi midva imela, ko sva delala. Imamo še pa stanje, ko se ta vezivni obroč zunanji, ta guma prekine, govorimo pa o ekstruziji, to pa pomeni, da ta sredica lahko preide v okolico, ali pa o sekvestru, ko se pa ta delček, ta sredina, ta puding nekam v okolico poda. Takrat je pa pač zelo pomembno, da imamo prisotno tudi zdravnika in radiologa, kirurga, kakorkoli, da oceni, ali mi konzervativno še to lahko zdravimo ali ne. In smo že tudi takšne primere zdravili, kljub temu, da v literaturi so smatrani kot nekaj, kar je zelo težko pozdraviti, ne. V bistvu jaz sem opravil magnetno resonanco hrbta in radiološko slikanje, če se tako reče. Nisem se v bistvu bal, da bi moralo do kakšne operacije priti ali pa česarkoli, ampak ko sem šel do prvega fizioterapevta, ki je bil pač na voljo, v bistvu mi je dal, nisem dobil občutka, da bom obravnavan v nekem doglednem roku, zato sem pa potem pač iskal pomoč nekje drugje. Ni prišlo do hitrega izboljšanja,
je postopoma je začelo prihajati in pol mislim, ko enkrat nimaš več težav, niti ne veš, od kdaj jih več nimaš, a ne, ampak enostavno to potem tako je, a ne, in pol enkrat, odkar je prišlo do izboljšanja, sem začel samo še z vzdrževalnimi obiski, enkrat mesečno in potem je pač to bilo tako v redu. Ja, jaz mislim, da je zelo pomembna natančna diagnostika in se mi zdi tudi zelo pomembno, da bo izpostavil to, kar je Borut rekel, če se on ni obremenjeval z izvidom, je dal sebi možnost, da se malo bolj zdravi, ne. Ker če ti začneš takle izvid, ko ga ima on po Googlu iskati, te pač srečaš same take termine in opredelitve, ki lahko vključujejo tudi kirurško zdravljenje, in po mojem to samo prestraši. In to je velika prednost, že druga. Prva, da je bil vztrajen, druga, da ni se obremenjeval z izvidi. Meni je pa zelo pomembno, zato ker me lahko vodi v to, da bom vedel, katere manualne tehnike izbirati. Ko bom naredil neko klinični pregled, bom vedel, ali se ta pregled, te ugotovitve, ko jih jaz z njim imam, bolečine, načini bolečine, pojavnost, ali se to povezuje z izvidom, da ali ne, in je ključnega pomena. Se da kdaj zdraviti tudi brez tega, ampak v njegovem primeru je bilo to zelo pomembno. Zdaj, tudi v takem primeru, ko pacienti, ko jim zdravnik reče, da bi se naj operirali, pa hočejo probati, vseeno lahko poskusimo pristopati, ampak je spet odvisno, v katerih primerih bomo bolj in v katerih primerih bomo manj učinkoviti, ne. Seveda operacija ne pomeni vedno samo, da je tam hernija, da je to za operirati, tako kot sem prej rekel, 20-30% je takih, ki bi mogoče bile potencialne pol tudi za operacijo, ali pa če se še bolj drugače izrazim, da bo poslušalcem jasno, 90-95% pacientov, ko pride k nam zaradi bolečine v križu, ni operiran. Pridejo zaradi nespecifične bolečine v križu, kar pomeni, da ne zdravnik, ne fizioterapevt, ne radiolog, nihče ni mogel točno reči, ta stvar povzroča to bolečino. In je zelo velikokrat, rečemo, da več kot 75% vzrok enostavno v nekih zakrčenih mišicah, površinskih in globinskih v samem hrbtu. Zdaj, če bi pa mogoče rekel, da kakšne posledice vidimo, če ljudje dolgo čakajo zaradi hernije na fizioterapevtsko obravnavo, ne, je mogoče že tudi to Borut prej sam izpostavil, kako se je to njemu dogajalo, da na koncu tudi gibanje, ki je lahko v bistvu blagodejno, njemu ni bilo olajšanje, ampak ga je bilo treba najprej spraviti v formo, da je lahko normalno gibal, pa šele pol začel izkoriščati svoje telo. Ker načeloma bomo vedno rekli, pojdite se gibati, ne, tudi če je bolečina v križu, dajte se gibati, ampak če je bolečina prehuda, ne moreš, ne. In to je lahko eden izmed razlogov, če predolgo čakamo. Torej, neka kronična bolečina se pojavi, napetost v mišicah, v mišičnih ovojnicah, slabše spimo, slabše imamo počutje, zaradi tega smo lahko nejevoljni, na psihološki del, na to, recimo ne samo na somatskem, tudi na psihološkem nivoju imamo lahko težave. Slabo voljo, manjšo delovno storilnost, lahko je omejeno druženje in ta socialni del vsak dan malo okrnjen. Na primer, ne moremo iti na neke športne aktivnosti, na nek mali nogomet, mogoče na badminton. Lahko na preprostem knjižnem krožku ne moremo sedeti, ker nas boli. In je lahko to vse skupaj zelo negativno vpliva na naš vsak dan. In če se enkrat bolečina utrdi in preide v kronično fazo, jo je težje obvladovati. In v takem primeru pa rabimo sestavljene time, ki lahko pomagajo. V mojem primeru mi sodelujemo z ortopedi, s kineziologi, lahko tudi s psihologi, tudi z nutricionisti. Je pa to tako, ne, da je pol ljudem to vzame veliko časa, pa da ne rečemo tudi denarja, in se nekateri za take pristope pol ne morejo ali pa ne odločijo. Zato je fajn, da se odločimo prav čas za ukrepe, da nimamo na dolgi rok težav zaradi hernije. Viva podcast za višjo kakovost življenja. To je bilo ravno v poletnem času, so bili dopusti, in
jaz sem po teh 2 ali pa 3 obravnavah, je potem bila še pavza še zaradi mojega dopusta, in ni bilo nekega hudega učinka. Nato sem pa pač me Ali tudi opazil, ker najprej sem bil pri sodelavcih, njegovih obravnavanj, ko me je pogledal in jaz sem dejansko se že, tudi moja drža je bila že čisto, pod vplivom te bolečine in sem se držal po strani in je potem on, nekako prevzel to obravnavo, to zdravljenje, a ne, in sem mogoče malo bolj intenzivno začela delati na stvari, a ne. In potem sva pač na tak način, to izboljšala z obiska v obisk. Dobil sem tudi navodila, za nekaj vaj, ki pomagajo v takih primerih, pri takih stanjih, a ne. Mislim, tudi recimo, da razmeroma vestno te vaje opravljal. In potem je to cel seštevek od manualne terapije do na seansah, pa z napravami, pa z udarnimi valovi. In to potem seštevek je očitno pomagal, a ne, ampak spet ta stvar je postopna, niti ne veš, kdaj je začelo zares pomagati in katera stvar v kolikšni meri. Jaz imam v spominu, da kar nekaj časa se ni dovolj spreminjalo za moje pojme, da sem bil v bistvu že kar malo obupan. Na eni določeni fazi se je pa pol začelo spreminjati in sem naenkrat postal bolj zadovoljen in sem videl, da potem vzdržujemo enostavno, da gremo pač v tej smeri naprej. Jaz se datumsko, za določene stvari nekako imam slab ta, nekako okvir, ampak mislim, da približno dobro leto, je trajalo vse skupaj. Vsekakor je zelo pomembno, da je fizioterapevt dovolj izobražen, da v bistvu se počuti kompetentnega zdraviti tako stanje, ker ni tako enostavno. Kot je Borut lepo omenil, on, ko je prišel k nam v ambulanto, vem, da je prišla k meni kolegica, ki načeloma zelo dobro zdravi taka stanja, ampak se mi zdi, da samo časovni razpored fizioterapije ni bil tak, kot ga je pač on rabil, in me je takrat malo potrucala. Čuj, bi ti tole malo pogledal, in sem se jaz vključil pri njemu. In je bilo pri njemu ključno, da smo takrat, mogoče sem jaz kot senior si upal reči, ne, glej, 2-krat tedensko bo treba delati. Jaz vem, da to pomeni neko finančno breme za neko določeno obdobje, ampak če hočemo rezultate, se bomo mogli videti 2-krat tedensko. In mogoče je bila ona malo mlajša od mene, pa tega ni naredila. In je lažje tu nek faktor bil, ki je hotela nekaj dobrega, ampak za njegov primer to, da ga ni finančno obremenila, ni bilo dobro, ker smo pač samoplačniška ambulanta. In Borut je res prihajal daljše obdobje in nič tako čudnega, če je rekel 1 leto, je pa res, da to 1 leto ni trajalo tako intenzivno. Ampak je bilo vmes recimo neko obdobje, po mojem enih 4-5 tednov, ko je res prihajal 2-krat tedensko skozi, in smo potem to malo zmanjšala in smo imela vmes, ne vem, pol na 14 dni, na 1 teden, 14 dni in pol smo začela ohranjati na 1 mesec in se še danes zdaj vidimo, ker pride za to, da mu pomagam. Zdaj, če se vrnem na to, kaj mora vsebovati. Vsebovati mora dobro anamnezo, torej pogovor, pregled dokumentacije, vse, kar pač pacienti so naredili do tistega trenutka. Vsebovati mora klinični pregled in na podlagi teh stvari narediš en dober fizioterapevtski načrt za zdravljenje. Zdaj, za sam načrt pa lahko vsebuje v mojem primeru res neko zdravljenje z rokami, temu mi rečemo manualna medicina, in lahko vsebuje tehnike, kot so, mogoče bi eni ljudje rekli, da je malo klikal, pa pokal, pa eni bi rekli, da me je masiral, eden je malo ščipal, vlekel, v glavnem vse to nekako ljudje doživljajo na naši mizi. Probamo pa mi to narediti čim bolj na tak način, da jim je pač udobno, hkrati pa uporabljamo potem, tako kot je Borut rekel, kakšne aparature, ki imajo, kot so udarni globinski valovi, ki so lahko čutiti kot malo bolj agresivna terapija, kak tekar, ki je malo bolj s toploto, nežen, kakšna magnetoterapija, ki je pri nas novodoben pristop in z visokim magnetom delamo, kjer ni nobenega posebnega občutka. Tako da se je pripravil za njega pač točno določen program. In seveda je ta program vseboval tudi točno določene vaje in nekatere omejitve, ker tukaj se pa lahko vključil tudi on, da je tudi sam odgovorno delal nekatere stvari. Ni se pa mogel izogibati nekaterim službenim odgovornostim, ker včasih tudi potuje v tujino in to vsebuje
dalj trajajoče lete in sedenje in nama je to ful delalo pri glavici in se je velikokrat vračal v neka začetna stanja, ker je pač, tako kot sem prej rekel na začetku intervjuja, bil vztrajen. In je bilo boljše, da ga je malo več bolelo, pa je malo več šel med ljudi, kot da bi ležal doma, pa bi ga mogoče podobno bolelo, ampak vseeno. Zelo pomembno je, da se pacient pač vključi, da dela vaje, ki jih mi povemo, zato ker na ta način začne telo učiti, kako bo v bistvu lahko telo uporabljalo, ne? Ker je telo orkester, ki če nima dobrega dirigenta, dirigent je pa Borut, ne bo deloval tako, kot je treba, ne? In on se je kot nek dirigent, rečemo, dobro obnesel, ne? V sami rehabilitaciji. Večina primerov gre hitreje, kot je je pač Borutov primer. Ponavadi, če mi naredimo nek načrt zdravljenja za 5 tednov, pridemo v fazo izboljšanja, dosti velikega izboljšanja, in lahko rečemo, da lahko mogoče še naslednjih 5 tednov zmanjšamo te obiske, da niso tako pogosti, ampak rečemo, da prvih 5 tednov je ključnih. Tukaj lahko narediš zelo veliko. Ti lahko že na eni terapiji, če je telo pripravljeno na zdravljenje, da ni, tako kot sem prej na začetku govoril, da ni tista zunanja elastika pretrgana in da ni disk iztisnjen v okolico, ampak gre samo za neke manjše spremembe diska, ki je še vedno na svojem mestu in samo malo moti okolico. V takih primerih smo lahko zelo hitro učinkoviti in lažje, mogoče z eno terapijo, 2 naredimo velik korak in pol v 5 tednih pa popolnoma dobimo kontrolo stanja. Lahko pri nekaterih imaš pa doživljenjsko zgodbo, ko pač prihajajo po nek rehab, po neko pomoč, tudi kasneje, ker se bodisi ne odločijo za operacijo, bodisi so po operaciji, pa so težave podobne kot pred operacijo. Res je to raznovrstna neka paleta teh primerov, ko jih mi imamo. Stanje je veliko boljše, kot je bilo, oziroma je pravzaprav skoraj normalno. Jaz sem lahko zdaj popolnoma aktiven, se ne ukvarjam več z bolečino, ne razmišljam o njej, ne posegam več po protibolečinskih tabletah in sredstvih, nisem pa spremenil bistveno nekega načina življenja ali pa aktivnosti. V bistvu še vedno veliko sedim za računalnikom, veliko sem pač v avtomobilu, kdaj so tudi ti leti, kot je ali omenil, ne, kakšna službena potovanja, ki ne koristijo, ampak ni pa več. Takrat recimo začutim, da se mogoče bolečina malo stopnjuje, a ne, ampak to rešim z enim obiskom in je spet boljše, spet za, ne vem, 3-4 tedne. Tako da jaz sem čisto zadovoljen zdaj s trenutnim stanjem, no. Vidim, da je pomagalo. Nekaj vaj je od tistih, ki so mi bile priporočene, kake 2-3, ne vem, malo bolj intenzivno opravljam, če začutim malo več bolečine. In to je v glavnem to, no. Stanje je zdaj dobro, zadovoljivo, no, več kot zadovoljivo. Vsem, ki se soočajo s podobnimi težavami, kot sem jih jaz imel, priporočam, naj ukrepajo, naj poiščejo pomoč pri zdravniku, da se postavi neka diagnoza in se potem ukrepa naprej. In naj vztrajajo potem pri tem zdravljenju, ker se bo pokazalo potem izboljšanje. Če ne takoj, pa morda čez nekaj časa. Usposobljenega fizioterapevta lahko prepoznamo po tem, da vemo, da ima dovolj dolgo dobo v kliničnem okolju. Torej, jaz mislim, da je 5 let plus absolutno tisti nek faktor, ki kaže na to, da je fizioterapevt že nekaj opravil, da ima tudi določene izkušnje. Potem so lahko to certifikati, po katerih lahko vprašate. Jaz bi rekel, da tudi tim, v katerem deluje, če je v okviru ambulante, ki je priznana, vsekakor verjetno ne bodo sodelovali z nekom, ki ni kompetenten. In pa nenazadnje prvi občutek in intuicija vam lahko že sporočita, ali je nekdo pri stvari, ko fizioterapevta spoznate in ali to tudi razume. Morda je zelo pomembno, da ne glede na to, če pridete tudi v ekipo fizioterapevtov, kot je naša, je zelo dobro, da ne prehajate iz roke v roko, da nekako sta mogoče 1-2 fizioterapevta z vami, ki vas zdravita, morda kdaj po potrebi tretji, ampak da se to ne preveč menjuje, ker takrat vam je lahko jasno, da je takšno obravnavo težko nadzorovati s toliko različnimi faktorji.
Jaz bi priporočal ljudem, ki imajo težave, da če imate napetosti, bolečine, da se ne počutite v lastni koži dobro, da koža, eni včasih rečejo, da koža ni dovolj velika, da jih malo zateguje, da takrat pridejo k fizioterapevtu in lahko pomaga bodisi s temi ročnimi, manualnimi tehnikami, ali pa mi v našem timu tudi takoj vključimo kineziologa, ki lahko naredi en program vadbe, in pa pejte v gibanje, gibajte se, vsak dan je treba iti ven ali pa v telovadnico ali kakorkoli, kar vas pač veseli, lahko je to tudi urejanje vašega lastnega vrta. Tisto, kar vam pač predstavlja neko sprostitev, ker gibanje je življenje, absolutno. Viva podcast za višjo kakovost življenja. Težav s hrbtenico ni pametno odlagati, se strinjata naša sogovornika Borut Fakin in Ali Nasip. Pravočasna, strokovno vodena fizioterapija lahko pomeni razliko med dolgotrajno bolečino in vrnitvijo k normalnemu, aktivnemu življenju. Z njima sem se pogovarjala Mateja Jordan, za tehnično podporo sta poskrbela Mirna Germšek in Boštjan Colarič.